Lepo pozdravljeni v novi oddaji Moja kariera, kjer je z mano danes izredno zanimiv gost. Pri njemu smo enostavno napisali, se pravi, od podjetnika, od inovatorja do pisatelja. Namreč Vito je v svojem tem bolj poznem življenju po, bom rekel tako, zanimivi življenjski preizkušnji, o kateri boš tudi sam kaj več povedal, najdu novo karierno pot. Namreč to se mi zdi smiselno, se pravi, ker v oddaji Moja kariera se pogovarjam z gosti, kako gradijo ali pa so gradili svojo kariero, kaj so bili nekateri mejniki, in velikokrat opažam, predvsem tudi pri delu z ljudmi v podjetjih, ki mogoče v tem starejšem starostnem obdobju, enostavno nimajo neke motivacije in potem rečejo, ja, ok, kako naj zdaj jaz motiviram svoje ljudi. In jaz bi kar s to idejo in s tem vprašanjem tudi tebi, Vito, zastavil, se pravi, skozi celo to karierno obdobje in pri svoji starosti, po težji bolezni, nov preboj, nova karierna pot, kje črpaš ta navdih oziroma kaj je tisto, kar te žene iz stališča razmišljanja, nekaj še moram svetu dati? Ja, hvala, tudi to je zelo težko vprašanje. Najprej zato, ker sem deloholik, celo življenje sem delal preveč, bil sem premalo z družino, priznam, se posipam s pepelom, ampak pač tako je, se veš, če si podjetnik, moraš delati ne 8 ur, ampak nekaj več. In tudi marsi kakšno soboto ali pa nedeljo pade zraven. In potem se navadiš tako živeti in delati, to je pač način življenja. Podjetništvo zahteva več. Ne moreš iti za, vsaj jaz ne vem, da bi šel lahko za en mesec na dopust, ni šans. Dober teden pa nazaj. Še takrat si vmes na telefonih, da vse štima. No, ampak v tistem času teh telefonov ni bilo na ta način. So bili že, pa so pagerji ropotali, pa telefoni tudi, ki pa. No, samo ilustracija, samo tudi pojurja telefona. Tako da, vseeno, midva se bova, bom rekel, jaz vedno v tem prvem delu oddaje skušam, bom rekel, iz gosta izvabiti nekaj, kar mogoče še ni bilo, ki je napisano, slišano, videno. Sam si omenil, večkrat si bil na radiju, en intervju je bil tudi objavljen s tabo, ker si prisoten tudi na družbenih omrežjih, kar je danes, bom rekel, široko dostopen medij vsem. Ampak kaj je recimo nekaj takšnega, kar bi vseeno, bom rekel, pri svoji karierni poti danes rekel, lej, to pa je mogoče ena moja skrivnost, tisti motivator, ki tebe kot takrat, ko si sam, ki te požene, videli bojo tudi lahko gledalci v ozadju, tvoj kotiček ustvarjanja, pogled na lepo zeleno naravo. Kaj ti je tvoj notranji motivator, ki te? Mislim, da je to ta nemir, ustvarjalni nemir. Vedno iščem nove, pa multidisciplinaren pogled na vse to, kar se je dogajalo okrog. In velikokrat sem naredil neke, rečemo temu, inovacije, samo z združevanjem znanih stvari, tehnologij, česar se je noben prej ni domislil. To je bilo recimo digitalni učbenik za znakovni jezik, prvi na svetu. Nihče se ni spomnil. To je bilo leta 1989, ne? To je bilo tam nekje. To prva verzija je bila leta 1983 in smo ga predstavili na festivalu Milija v Kanu. In so prišli v depla in so dol padli, so rekli, da to je najboljša zadeva, ki jo vidimo tle na festivalu. Mene bo vseeno, se pravi, ta tematika tega prvega učbenika digitalnega vseeno malo bolj podrobno zanimala, ampak ti si rekel, se pravi, ta ustvarjalni nemir. Kako ga recimo zdaj tako pocrklaš, po domače povedano, ali pa umiriš, ali je to mogoče zdaj v zadnjih dneh, mislim, letih skozi pisanje? Ja, do neke mere ja, ampak še vedno, mislim, pišem tudi za portal Podjetnik.net in ga urejam, in tam imam verjetno 1-2 članka na teden in tako da sem s stroko skozi v stiku in z avtorji, ki tudi pišejo za nas, sem stalno v stiku in da se ne izgubljam. Ni pa to tisto, kreativna zadeva pravzaprav je pisanje romanov. Prej jih nisem. In
prvi od te serije, recimo 2 leti pa pol, je resnična zadeva, je tako kot reportaža. Potem pa vedno več fikcije in potem pa izživljaš domišljijo tudi. Ne. Tako da skozi ta ventil pisanja me zadovoljuje. Ja. Je fino. Rad to počnem, me zabava. Upam, da tudi kaj povem, recimo spominja na prihodnost povem. Ali pa sinu dajem neke napotke noter, pa ne prebere še, prav, da noče, da bi ga moj stil motil, pa bo enkrat prebral. Upam, da bo pravočasno dobil ta napotila. Ampak vseeno, veš, recimo, če tako pogledamo, ne, ko gremo čez neke te karierno pot, recimo 10, 15, 20, 30, 40 let in ogromno ljudi poznam, ki tudi v tvoji starosti še napolno poslovno delajo, ustvarjajo, ne? Zdaj, ali imajo enak motivator, kot je tvoj, vprašanje različno, ampak vseeno napisati roman ali pa recimo razmišljati o tem, jaz bi pa zdaj napisal roman. Ne? Zagotovo, da je oseba to sploh sposobna, verjetno si skozi življenje prebral na tisoče, 10 tisoče knjig. Morda, ampak to nima veze. Ne? Kako bi recimo primer, da recimo nekdo reče, ok, star sem, ne vem, 40, 50, 60 let in si reče, ok, mogoče pa bi jaz tudi napisal eno knjigo, roman, mogoče kaj drugega, poiskal neko založbo, da bo to zadevo podprla. Kaj v bistvu sploh nekdo potrebuje, če na ta način pogledava, veš, kot neko karierno pot, kot neke menike? Ne znam če dobro povedati, jaz sem po svoje tudi malo sreče z založbo. Zaenkrat sem še pri njih, čeprav ene nove stvari, ki jih imam pripravljene, mogoče ne bojo primerne za njih, ampak zaenkrat pa ta sodelovanje je zelo dobro sodelovanje. V bistvu moraš se usesti in če nimaš ideje, si mrzel. Jaz bi nekaj napisal o sebi. Ja, kaj? Mislim, jaz zelo selekcioniram, kaj bom napisal, ker imam preveč vsega. In tako čas se pohecam s kom, pa kje to črpaš. Jaz preživel sem najmanj za 3 normalne osebe stvari v življenju. In v podjetniškem smislu, in ob podjetniškem, do nekih avantur, ki so bile za tiste čase, recimo, ajde normalne, če pa danes pogledam nazaj, je bilo pa norišnica, kar smo počeli. Ne. Vedno sem iskal nekaj novega in tudi, kot rečeno, sem zdal neke stvari združiti, sem paralelno tudi na agronomiji delal, sem študiral in sem potem tudi neke te tehnologije združeval in tako. Vedno so bili novi izzivi. Pa niso bili samo izzivi stroke, so bili zunanji izzivi, recimo politika, izzivi, ki so vplivali na to, a bo ali ne bo. Ne. In to so bili tisti ta hudi zapleti, v katerih enih tudi nočem pisati. Preveč bolijo. Ja, ampak vseeno, kje pa si se naučil pisanja? Ne vem, mislim, da sem že od rane mladosti talentiran. Ko je profesorica slovenščine moje spise in te zadeve brala po drugih razredih, najbrž je kaj bilo, no. Ne vem, najbrž je bilo. Moram pa povedati to, da sem si pa tam nekje recimo pred 20-ih, pa še malo čez, sem imel življenjsko ambicijo. In to je bila imeti eno majhno kamnito bajto nekje v Vipavski dolini, imeti pod sabo svoj vinograd in dober razgled na vinograd in tam pisati, ustvarjati, hkrati pa skrbeti za vinograd, pa recimo tudi za nasad paradižnika, ki drugega pa ne bi rabil. In to je tvoje delovno okolje? To je bilo, ne, to delovno okolje, ki je na slike v Bavcu iz okna dol. Ja. Ok. V nadaljevanju bova se midva dotaknila tega prvega učbenika, tako da naredimo kratko pavzo in čez nekaj trenutkov se vrneva, kjer vam razkrijemo, zakaj je bil, se pravi, Apple tako navdušen nad tem prvim digitalnim učbenikom.
Digitalni učbenik. Prvi digitalni učbenik, praviš Vito, tam nekje že 83. 93. Ne, ampak prej si omenil letnico 83, se pravi, mislim, da je tam med kje 89, 90 in pa potem to prvo predstavitev, ki ste imeli, ki je bil tudi Apple sam navdušen. Kaj je bilo v tem tako posebnega? Ker če recimo si dovolimo pogledati filme iz tistega obdobja, 90. leta, 2000, pa zdaj recimo 2010, 2020, ne, tehnologija je absolutno omogočila danes tako velik napredek, ne, pa tako enostavno stvari narediti. Včasih pa to verjetno ni bilo enostavno. Seveda ni bilo. Sodeloval sem najprej pri učbeniku na papirju, znakovni jezik. Moja žena je surdopedagoginja in so me povabili zraven, tudi ko so to delali. Potem sem prišel na idejo, da moramo to dati na kasete, bo lažje učiti, ker je gib, živ gib je. Potem smo posneli kar nekaj kaset na to temo, je pa problem seveda s prevrtavanjem. In takrat CD romov in tega še ni bilo, bili so veliki diski. Ko dajmo to na velik disk, pa pač se bodo učili v nekih učilnicah, dajmo to spraviti noter. In potem smo začeli delati to demo verzijo skupaj s parimi posamezniki, ki sta delala na fakulteti za računalništvo, potem zadeva tudi fakulteta za računalništvo. Takrat je bil še to laboratorij za računalniški vid, profesor Solina je bil vodja in smo vedno bolj sodelovali, tako da je bilo na tem projektu potem v samem programiranju narejenih kar nekaj diplom, pa magisterijev, pa tega. Kar se tiče pa samega snemanja, pa demonstracije, pa vsega tega, to je bila naša skrb. Enako je bilo tudi ilustracije, notri 1300 ilustracij. In ko smo to zložili skupaj, folk ni mogel verjeti. Hodili so okrog nas Irci, Danci, Izraelci so nam ukradli neke ideje, vsi so hoteli imeti to tudi, ampak mi smo bili prvi na svetu, ki smo to naredili. In to je delovalo. In smo bili potem na multimedijskem festivalu na Dunaju izbrani med 12 najboljših projektov v Evropi in moram reči, da se bi na vseh predstavitvah in mi smo bili več vprašanj, kot vsi ostali skupaj. Tako da to je naučna potrditev. Nismo se pa takrat ukvarjali z dizajnom. Ni bilo časa. No, ampak verjetno tudi tukaj pa verjetno še kakšna izkušnja prej tvoje želje po tej inovaciji, se pravi nekemu napredku, ne? Ker jaz recimo kot coach, ko se pogovarjam z ljudmi, predvsem ugotavljam eno stvar, ne? Ja, danes si rečemo, ok, dajmo biti tukaj pa zdaj, ne? Tako kot sva midva tukaj v studiu, ampak veliko ljudi opažam, ali živijo v preteklosti, a ne? Ali pa živijo v prihodnosti, pozabijo pa na to, da je danes treba nekaj narediti za to, da nam bo v prihodnosti ok, ne? In mogoče ravno skozi to fikcijo pa to se tudi lahko dotakneva potem tega tvojega kreativnega dela, se pravi pisanja romanov. Mogoče bi še nekaj prej povedal, ne? Ta pogled v prihodnost je tako zapelje, ne? Da jaz, kljub temu, da so firme delale v redu, dobro, smo izdali revije, to, ono, drugo, vse je bilo fajn, ampak jaz nisem znal spraviti ven denarja zase. Vedno sem naprej vlagal v nov projekt, v nov projekt, v nov projekt. No, tisto, ki sem prej omenil, kmetijstvo, ne. Kar precej vem o teh zadevah in zasnoval sem eno zadevo, ki pri nas še nikoli nisem povedal zanjo, par ljudi jo pa pozna, ker sem je povedal, energetsko samooskrbne rastlinjake. Letna bilanca energije vložene dobljene je 0 ali celo pozitivna. In to smo parkrat predstavljali tudi na teh evropskih forumih, kjer se pač zbirajo neka zagonska sredstva in gor dol. In problem je bil, da je bilo to preveč dobro, da bi razumeli, preveč napredno, da bi evaluatorji to razumeli. Zato, no, pa sem pa zbolel, pa sem dal popredal. Ampak je bilo, še vedno je to izjemno zanimiv projekt, noben je nič naredil, noben ne razume različnih tehnologij, ki smo imeli pa mi v rokah. Iz različnih naših malih podjetij smo to razvijali, skupaj s tujci. In smo imeli dostop do vseh teh tehnologij,
ki pa, se pravi, ljudje ne znajo razmišljati široko, odprto, ampak razmišljajo samo v okviru tega svojega posla. Ja. Ja, pa pride aberveznik, ne, tako kot jaz, ki poznam marsikaj, ne pa specialist, se pa recimo lahko samo za eno stvar, pa poznam širino. In sem to združil. In nisem mogel verjeti, da je to možno. To je največja umetnost, ne? Ker recimo tale avtor Daniel Kahneman, se pravi, ki je tudi dobil Nobelovo nagrado, ne, se pravi za to knjigo, se pravi Razmišljanje hitro in počasno, ne, kjer v bistvu skozi študije razlagajo, ne, se pravi ta proces, se pravi hitrega odločanja, pa v bistvu se pravi hitrega razmišljanja, pa počasnega razmišljanja, ne. In recimo jaz vidim, da marsikdo se ujame v to poplavo teh nekih hitrih odločitev, ki jih v bistvu dnevno sprejemamo, ne? In dejansko, tako kot bi rekel, ta del počasnega razmišljanja, nekega strateškega razmišljanja, nekega planiranja, ne? Se pravi, da se aktivira ta kreativni del v možganih, na to pa kar pozabijo, a ne? Preobremenjeni so s tistim dnevnim odločanjem. Ne? Ja. In ravno se pravi za neko drugo kreativno razmišljanje ali pa neko inovativnost, ne? Pa ti predvsem potrebuješ neobremenjenost s sedanjostjo, ne? In to je ravno to, kar si omenil, ne? Ker v bistvu perspektiva iz širine. Ja, oba ta primera sta zelo podobna, ne? Dajmo gledati naprej. Ne? Ja. In tudi to, nikjer nisem tega našel, vse sem še prej, še kot, ne vem, malo po študentskem času, tudi kakšne inovacije, pa jih nisem realiziral. To je bilo v času Jugoslavije, kako patent, pa to, pusti to brez veze, ne. Recimo, 3D televizijo sem jaz dejansko izumil, pa nimam pojma o teh stvarih, samo določene stvari mi niso sedle skupaj in sem ugotovil, da je tukaj luknja, ki jo nihče ne vidi. Nihče ni tega zaščitil, bil sem tudi takrat, kaj bo to, začetka 80-ih, v patentnem uradu, so rekel, ja, zaščite, se mi ni dal. Kaj bi imel tega, danes bi bil multimilionar, ali milijarder, kaj. Kaj bom s tem denarjem, tako je fino. Ja, mogoče pač v vašem poslanstvu ni tega, ne? Se pravi, mogoče je to, da raje več daste kot. Ja, bi rekel, da je tudi to, mislim, skozi iskanje nečesa novega, ne, dajmo še to probo, dajmo ono, dajmo tretje, ne tisto, da bom pa samo želj, pa denar na kup, tega nikoli nisem znal. Imel sem par materialnih ciljev, nič posebnega, ali pa ti sem uresničil in brez veze, ni pravega zadovoljstva. Vse to je velikokrat, ne, kako ugotoviti, ne, skozi življenjsko obdobje, ne, kaj je tisto, kar človeka res izpopolnjuje. Ne, ker recimo velikokrat slišimo, ja, družina, pomembna mi je družina in mi je všeč na začetku, ko si sam rekel, ja, vem in zavedam se, nisem dovolj časa namenil družini. Pa če danes te vprašam, če bi z današnjim znanjem, z današnjim vedenjem se prestavil toliko let nazaj, bi kaj spremenil za nazaj? Malo več časa bi imel za družino, zdaj moja ta pot, rečemo poslovna pot, pa če s takim okoljem, ki je bilo takrat in poslovno in tehnično, znanstveno, bi verjetno šel iste stvari delati. Ker videl sem, da tega ni. Dajmo to narediti, ne. Saj niti ni pomemben, a bomo zdaj s tem obogateli, ne bomo obogateli, niti ne, ampak to je za narediti. Tako kot alpinisti lezejo, ne vem, na Everest in podobne stvari, pa zakaj? Zato, da sem šel gor. Ok, to je isto. To je čisto isto. Hočem to narediti, hočem biti prvi, ki bi to naredil. No, ampak sej, to je dost pomemben, ali pa meni se zdi saj smiseln motivator, ne? Ker recimo, če tako pogledamo že statistike, koliko se pravi knjig je prebranih, se pravi povprečni Slovenec, pa če dava besedo stran povprečni, ne? Se pravi Slovenec prebere knjig na leto, ne? Mačke nad povprečjem Evrope. Ti si jih več napisal, kakor jih Slovenec prebere. Vse več, ja. Če bi vsak vsaj eno mojo na let prebral, bi več bral, kot ti bere zdaj. In tu je tisto, ne, ker meni kaj je zanimivo, to sem enega tujca spremljam in je ravno v zadnjem mesecu v enem intervjuju rekel, ja, je rekel tako, ne, je rekel v šolah, ne, v bistvu
konstantno preverjajo naše znanje. Se pravi, kaj smo se naučili v preteklosti. Ne? Ko pa pridemo v realno se pravi, realno življenje, pa ne rabi biti podjetniško. Če pa dava zraven še podjetniško, ne, je pa v bistvu, smo pa plačani za to, ne, kako dobro predvidimo neke stvari v prihodnosti, se pravi, naredimo jih danes, se pravi. In ne zapravimo denarja, ki nam je bil zaupan. Točno to. In tukaj je v bistvu ta največji razkorak, a ne, kjer v bistvu zaradi tega potem lažje, se pravi, različni posamezniki, ki pa res v bistvu so tukaj in razmišljajo, kako bi lahko bilo in kaj lahko spremenijo, in o tem bova se malo pogovorila še v najnem zadnjem delu. Tako da, evo, nekaj trenutkov in sva že nazaj. Ravno. Meni se zdi pomembno, da se še malo dotakneva, se pravi, te dnevne rutine, pa tega, se pravi, hitrega pa počasnega razmišljanja, in me zanima, kakšen je tvoj pogled, izkušnje z prakse, tako da izvoli. Ja, dokler si preveč vezan na hitro odločanje, ponavadi to pomeni, da imaš določene probleme v podjetju, se pravi, verjetno na prihodkovni strani, ne toliko na odhodkovni, ker če ta deluje, tudi ona druga deluje, takrat se ne moreš posvetiti nekim razvojnim projektom. Mi smo imeli ogromno razvojnih projektov v Špilu, ko smo umirili, ko smo lahko začeli preživljati s tistim minimalnim prihodki, ki smo jih imeli, ok, je dovolj, dajmo nekaj novega razvijati. Od gorivnih celic naprej smo recimo delali, do tripartitnih polnilnic z energijo. Vse to smo razvili, ne, skupaj s Švedi. Prej pa to ni bilo mogoče. Si bil preveč obremenjen z eno samim problemom, samo zadevo, ali bomo preživeli. Je pa težko dati tukaj recept. Bil sem na parih teh predstavitvah startupov, zdaj pa mi bi pa rabili enega investitorja, ok, koliko pa rab, to je bilo 300 jurjev, kako te pa teh 300 jurjev zdaj skanalizirali podjetje, oziroma zakaj bo se to porabili. Ja, 100 rabimo za nove kadre, 100 za razvoj, 100 pa za oglaševanje oziroma za marketing. Tako, ja, tako razdelitev, ja. Sem bil zraven, ker je rekel investitor, hvala lepa, se obrnil, prišel. Jaz bi isto naredil, pa nisem bil takrat investitor. Pratka, nimajo pojma, ne moreš ti tako razporejati. Moraš imeti točen načrt, kaj bom naredil za ta denar in kako bom preživel. Ja, in seveda, in zato je treba aktivirati, a ne, se pravi, ker bom rekel tako, neka ideja lahko se pravi, do neke ideje mi lahko hitro pridemo, ne. Se pravi, gre za aktivacije hitrega načina razmišljanja, ne. Kako pa bomo zdaj strateško to speljali, je pa druga zadeva, ne? In seveda v predvsem tem trendu, ne, kako biti hitrejši, boljši, učinkovitejši, ne, da ne bo še nekdo pred nami, ne, ker v končni fazi nas je 8 milijard in plus. To je zagotovo, ne, ideje, eno dobro reklo sem enkrat slišal, ideje so kot dežniki. Če ga pozabiš, gre. To je eno, drugič pa teh idej, ne, ker ljudje imajo ogromen idej. Jaz imam vrt zraven bifeja in poslušam včasih, ker pač ne morem drugače, gre čez. In poslušam te šnops ali papir ideje. To je neverjetno. Če bi to realizirali, ne da smo kakšna Švica, to so reveži za nas. Vse bi bilo, ampak to treba narediti do konca. Eno idejo, druge pa pot do končne realizacije. No, ampak kaj pa je tisti vseen preklop, ki se pri tebi zgodi, da si rečeš, ok, dobil si neko idejo, oziroma ta prva dva romana, če se prav spomnim, se pravi, izhajata iz nekih izkušenj, se pravi, tvojih kolegov, znancev, prijateljev, da pa vseeno rečeš, ok, to pa se mi zdi prav, da zapišem, dodam svoje razmišljanje. Tega je veliko. V prvem romanu nekaj bolj reportaža, naprej je pa zelo veliko tega avtofikcije, ki izhajam iz svojih izkušenj in delim neko svoje spoznanja pa vedenja. Zlasti v tretjem, ki je tudi skoraj čista fikcija, sam začetek je realen. Naslov je pa? Ugrabljena.
krvava, seksualna in tako naprej zgodba, ja, ampak se je začelo pa pri meni na dvorišču. Tako da tisti je bil povod, pa dobiš idejo. Velikokrat priznam, dobim idejo, ko se zbujam. Ne v spanju toliko, ampak ko se zbujam. In če takrat uspem priti do diktafona, ker telefon mi je prekompliciran, da stisnem pa povem, super, ti se realizira. Kar enih par stvari sem tako naredil. Pa so to, se pravi, to lahko daljši posnetki ali v bistvu so to mogoče samo neki primer kot neke ideje, izhodišča? Manj kot stavek, ne popoln stavek, sem to ideja, aha, ok, na temu pa probo delati. Pa treba evaluirati, če so pa ideje take, da potegnejo za sabo tudi investicije, potem pa kot izkušen raziskovalec dam narediti ali pa sam naredim raziskavo. In se zelo potrudim posebej zase. Sem se pa tudi že vžgal. 9 mesecev sem delal en posloven načrt zase. Preučil vse živo, ampak je bilo prezgodaj, zadeva je bila preveč pionirska. In tudi ta vstop je bil pionirski v samo panogo, pa da ne bom šel zdaj imenoval. Po 9 mesecih sem sklical familijo, sem rekel, takole je tole, tale denar moramo še nekje dobiti, ste za to, da gremo v to. Ok, pejmo, a si preučil? Sem. Na podlagi podatkov smo šli v to. Ni šlo, prezgodni smo bili. Pa tako ne, mogoče res en nasvet za podjetnike. Ne biti prvi, jaz sem bil prevečkrat prvi, bodite prvi sledilci. Ker se začne matrati, ko mu zmanjkuje denarja, takrat poskočiš pa gas pa mimo. Prvi sledilci je zmagovalci. To bi se jaz pridružil temu tvojemu razmišljanju in se 100% strinjam. Bom tudi povedal, zakaj. Namreč jaz sem delal v japonski korporaciji in marsikdaj sem dobil, se pravi, na lokalnih trgih, vprašanje, zakaj pa vi tega pa tega izdelka nimate. Ne bom pač zdaj šel v detajle. In seveda en dan dobimo menedžerji sporočilo, podjetje je kupilo to in to podjetje za 1,5 milijarde, ker izhaja iz točno te perspektive, kot si ti zdaj omenil, ceneje je kupiti nekoga, ki se je že učil in je že naredil vse napake. Do neke točke, in se je izčrpal. In se je izčrpal, ali pa ni nujno, da se je izčrpal, ampak v bistvu od tam naprej pa to je v bistvu način korporacij in predvsem dela predvsem z lastnim kapitalom. In to je v bistvu tista največja razlika, ker mi, če shajamo iz socializma, vprašanje je, koliko smo navajeni tega, da pač je res treba dati lastni kapital. Ja, pa to že, mislim, podjetnik je vajen dati svoj denar noter, družinski denar, od sorodnikov, od prijateljev in tako in upa, da ga vdaj vrnil, še bolj upa, da ga bo oplemenitev. To je sigurno podjetništvo, to normalno stanje duha. Je pa res, da se veliko tudi užgeš kot podjetnik. Tudi narediš napake, prej sem rekel, bi naredil raziskavo. Delal sem še v Jugi, z enim sorodnikom smo postavljala verigo, vinotek, butik pa galerij. 2 so že postavila, pa malo zmanjka. Jaz nisem naredil raziskave, tukaj sem bil navdušen nad idejo. Kako je to dobro, to mora iti, to poznamo, oba terena, super, eno in drugo, narediva postavba, super je bilo, lepo je bilo. Tako skoraj za preživeti. Mogoče bi šlo navzgor, če ne bi bila pol vojne. Pa so pa ti sprodala, pa smo imeli res odlično izhodišče takrat. Ampak raziskava bi pokazala nekaj drugega. Na tej lokaciji ne moreš. Vito, najin pogovor se počasi bliža koncu. Imamo še dovolj časa, pa vseeno, preden ti postavim to vprašanje, ki jih zastavim vedno, se pravi, kaj je neko izhodišče, neko sporočilo, ki si ga želiš dati gledalcem. Kakšni so tvoji plani za tvojo prihodnost? Se pravi, kaj je tisto, verjamem, da zdaj zadnje leta več živiš v trenutkih tukaj in zdaj in da si hvaležen, da lahko ustvarjaš, ampak verjetno te tudi to žene še naprej. Se pravi, vidim, romane pišeš kot serijski pisatelj, tako da... Kakšnih hudih načrtov nimam, ker dejansko
nimam pred sabo napovedi življenjske dobe. Ja, ampak vseeno prej si omenil, nekaj je že pripravljenega, pa tako naprej. Ja, no, 4 so že za objavo, to je res, ampak niso klasične kriminalke, samo ena kriminalka v teh. Tam 2 trilogije bom napisal, oziroma imam še za nekaj za narediti, se pravi, še 3 moram napisati, 2. To ja, potem pa imam še nekaj stvari odprej, ker sem jih nekaj začel bolj kot scenarije, pa sem potem pustil, pa so malo drugačni, mi bo malo drugače profilirali. Napisal sem cel kup enih kratkih zgodb kot zabavnih zadev, zato ni pravega založnika, založniki bežijo od tega. Pa napisal sem avtobiografijo, to je bila pa prva taka večja zadeva, mogoče narobe, ker me takrat niso dovolj poznali. Sem se popisal o ljudeh, o mojih influencerjih. Samo tisto, samo dobre ljudi, ki so pozitivno vplivali name. Pa teh je dosti bilo. Ja, nekaj mrtvih, nekaj živih, nekaj celo mlajših od mene. In je bilo prezgodaj. Publika me ni poznala. Upam, da me bo toliko spoznala, da šlo to skozi. So pa vmes take osebe, kot recimo nesojeni albanski kralj, Italijan, potem en kamerman oziroma fotograf, veliki fotograf iz Beograda, uživač življenja z Danske, nadomestni igralec za Seana Conneryja, za Bonda. Mislim, cel kup zelo zanimivih figur, ki so precej vplivale na mojo življenjsko pot. En kralj, ki ni bil kralj, tudi pa je bil, ja, taki. Evo, Vito, če bi strnil najin pogovor, se pravi v nekaj besed, kaj je tisto, kar bi še vseeno želel sporočiti najnim poslušalcem, gledalcem? Možakar že nekaj časa ni, bil je pa britanski ministerski predsednik, Winston Churchill, se ga spomniš? Imel tako cigaro, tako v kotu, tako se je prijel, na enem govoru so vprašali najbolj važno sporočilo, ki ga lahko dal študentom, mislim, da je bilo to v Montrealu ali pa v Ottawi, tako se je prijel in rekel, never, never give up. Vito, to je to. Hvala za prijeten pogovor. Drage gledalke, dragi gledalci, vas pa povabim, da se nam pridružite v naslednjem tednu v novi oddaji Moja kariera, kjer bo z mano tudi kakšen nov zanimiv gost ali gostja. Se vidimo. Nasvidenje. Hvala, Vito.